V nadaljni uri pa o poti od travme do okrevanja oziroma o razumevanju nekemičnih zasvojenosti skozi raziskave in prakso. Prisluhnimo profesorici doktorici Metki Kuhar, predavateljici, raziskovalki in svetovalki z Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Njeno akademsko in strokovno delo se osredotoča na psihologijo komuniciranja, mladino in duševno zdravje, s posebnim poudarkom na sodobnih konceptih travme ter njenega vpliva na posameznike in skupnosti. V predavanju bo osvetlila povezave med travmatičnimi izkušnjami in razvojem nekemičnih zasvojenosti. Na podlagi podatkov iz domačih raziskav o duševnem zdravju mladih in terapevtske prakse bo pokazala, da so ta vedenja pogosto odziv na nepredelano travmo ter poskus regulacije čustvenega in telesnega nelagodja. Gospa Kuhar, beseda je vaša. Najlepša hvala. Dober dan tudi z moje strani. Zdaj ta kontekst travma in nekemične zasvojenosti, ki ga bom jaz predstavila, je po eni strani raziskovalno naravnan, po drugi strani pa tudi malo bolj izkustveno oziroma terapevtske narave, tako da nekako skuša biti en tak preplet teorije, prakse. Zdaj pri teoriji bom pokazala oziroma znotraj tega teoretskega okvira tudi nekaj podatkov iz zadnjih slovenskih raziskav in pa skušala bom nekako predstaviti razumevanje z vidika, kolikor vemo, mislim, nekatere stvari so še hipotetične, oziroma to je neko trenutno znanje, vedenja, razumevanja, tudi z vidika nevrobiologije, se pravi, kateri mehanizmi nekako so vključeni, so vpeti v kontekstu travme in pa predvsem nekemičnih zasvojenosti. Zdaj tukaj moj fokus ne bo izključno na digitalne vidike oziroma na digitalno rabo, bo nekoliko širši. Zdaj, za začetek seveda je dobro, da nekako opredelim travmo. Danes je ta izraz zelo široko prisoten, vse bolj prisoten tudi v neki splošni vsakodnevni rabi, v popkulturi pravzaprav. Tako da se zdi, da je že inflacija recimo tega izraza oziroma rabe tega izraza. Zdaj tudi ne obstaja neka taka enotna definicija, to velja pravzaprav za vse pojme v družboslovju, tudi v psihologiji. Težko je zdaj priti do ene res stroge, rigorozne opredelitve, ampak na nek način povezujemo travmo vendarle z takimi velikimi šok dogodki oziroma šok situacijami, kot so neke recimo nesreče, vojne, recimo naravne katastrofe. Po drugi strani pa nekako jo povezujemo vse bolj, ta vidik je zadnja leta, desetletja, pravzaprav par desetletij v ospredju, da gre tudi za razvojni vidik, oziroma dolgotrajno odsotnost varnosti, bližine, odzivnosti oziroma regulacije, zlasti znotraj tega zgodnega obdobja v odnosih recimo z primarnimi skrbniki, pa seveda tudi kasneje v odnosih. Tako da na nek način, zdaj ne moramo točno reči, katere vse situacije so za vsakogar travmatične oziroma bodo pustile neke travmatične posledice. Vsekakor pa nekako travma je to, kar se zgodi nekje znotraj nas, kot odziv na to, kar se nam je zgodilo in kar se nam je dogajalo. Se pravi, ne gre samo za dogodke, gre tudi za okoliščine, recimo sploh te okoliščine odraščanja. In zdaj, kako se to nekje tako zelo v osnovi povezuje z zasvojenostmi, predvsem z nekemičnimi zasvojenostmi v tem našem primeru. Pravzaprav gre za to, da skušamo doseči neko bolj znosno notranje stanje. Zdaj recimo v psihologiji se že dolgo časa uporablja ta izraz temeljni afekt, core affect. Naš ta temeljni afekt se je oblikoval predvsem znotraj recimo teh zgodnjih izkušenj, znotraj izvorne družine in po eni strani obsega
valenco, ne, se pravi, kako mi doživljamo za neke stvari kot pozitivne, negativne, ne, po drugi strani pa eno stopnjo vznemirjenosti, notranje vzdraženosti. Ne, in zdaj lahko izidemo, bom rekla, ne, iz tega že zgodnega obdobja z takim zelo težavnim, recimo, core efektom. Ne. Mislim, ta naš baseline, ta neka naša osnovna raven tega nekako je zelo težka. Ne. Mislim, čutimo recimo zelo velik, lahko čutimo zelo velike tesnobe, zelo velik strahu, ne, potem sramu, ki prehaja v sram, ne, sram, ki prehaja v strah, recimo, zelo velike ne take čustvene bolečine, praznine, socialne anksioznosti, ne, mislim celo do te želje, da sploh ne bi bili recimo znotraj našega telesa, ker je ta notranji prostor tako težko nosljiv, recimo, ne, občutek nekako, da nimamo nadzora, občutek recimo neke izredne preobremenjenosti, utopelosti, ne, zelo velike vznemirjenosti, recimo vzdraženosti. No in recimo te nekemične zasvojenosti so pravzaprav en tak dost priročen način, s katerim skušamo regulirati notranja stanja. Ne, v tem smislu so nam hitro dostopne, ne potrebujemo nekih snovi za to, zelo se integrirajo v neko našo vsakdanjo rabo, ne, oziroma so že del nekega našega vsakdana in so tudi socialno recimo bolj sprejemljive. Ne, hkrati ustvarjajo prostore za neke take mikroregulacije, če uporabim ta izraz. Ne. Skratka, ko so ti naši afekti ne, zelo neprijetni, neko je zelo veliko tega vznemirjanja ali pa zelo veliko nekako utopelosti, potem nekako skušamo z nekemično pravzaprav zasvojenostjo na nek način regulirati ne, ta notranja stanja in na nek način travma, disregulacija sta motorja ne, nekemičnih zasvojenosti, seveda pa daleč od tega, sploh če zdaj govorimo o digitalni zasvojenosti, da bi bila edina dejavnika, ne, ker tukaj je seveda zelo velik dejavnikov od neke naše biološke ranljivosti, senzitivnosti, čeprav tudi tukaj je vedno več govora o medgeneracijskem prenosu, recimo travme in potem s tem povezanih simptomov, občutkov. Ja, slišali smo, pa slišali bomo še o tej arhitekturi recimo digitalnih platform, o njihovih algoritmih, ne, ki so pravzaprav tudi z namenom ustvarjani, ne, če se zdaj osredotočam na ta digitalni svet, da nas čim več zadržujejo ne, na njem. Ja, potem po drugi strani ne, smo tudi že slišali v predhodnih predavanjih recimo o mehanizmu socialne primerjave, ki vemo recimo znotraj psihologije, to je en najmočnejših mehanizmov in znotraj predvsem socialnih omrežij ne, je ta primerjava zelo pojačana, socialni pritiski, ne, pravzaprav ta online identiteta. Ja, in dejansko so tukaj še drugi dejavniki, recimo tudi stres, ki ni neke travmatske narave, recimo nek nizkointenzivni stres na nek daljši rok, prav tako ruši našo notranjo regulacijo, tudi pomanjkanje odnosov, ki je lahko do neke mere povezano z nekimi travmatskimi izkušnjami in posledicami, ki smo jih doživeli ali pa tudi ne. Definitivno je pa recimo travma tista, ne, ki nekako zelo močno vpliva na delovanje naših notranjih regulacijskih sistemov. Ne, zelo pomembno preoblikuje te naše notranje regulacijske sisteme, ti pa zelo vplivajo na to, kako doživljamo sami sebe, kako doživljamo svoje telo, kako občutimo svoje telo, na naše misli, ne, na doživljanje tudi drugih, na doživljanje sveta. Skratka, gre za ne, zelo ne, pravzaprav tak regulacijski ekosistem znotraj nas, ki je med seboj zelo prepleten, ne, in tukaj bomo potem v nadaljevanju pogledali tudi različne vidike tega recimo regulacijskega ekosistema, če temu tako rečem, ki ga travma ne rani recimo po delčkih, ampak preoblikuje celotno notranjo infrastrukturo, da rečem, ali pa arhitekturo doživljanja sebe in pa okolice. Ampak za začetek, ne, če grem na nekaj raziskovalnih podatkov, zdaj moram poudariti, ne, nismo še posebej analizirali
teh vidikov, ne, ki so povezani z zasvojenostmi, so pa bili del večjih anketnih študij, in sicer ta prva študija je bila izvedena v obliki anketne raziskave leta 2019, na končnem vzorcu skoraj 5000 udeležencev, starosti 18 do 75 let, kjer smo preverjali, ne, prevalenco obremenjujočih izkušenj v otroštvu in kako se te izkušnje tudi v povezavi z pozitivnimi izkušnjami v otroštvu povezujejo z različnimi izidi na ravni fizičnega zdravja, duševnega zdravja, recimo vključno z somatskimi simptomi, tudi tveganimi vedenji, zdravju tveganimi vedenji. Tako da to je bila taka dosti obsežna raziskava. Zdaj, da zelo na kratko predstavim, kaj so te obremenjujoče izkušnje v otroštvu. Gre za tak osnovni kanon, da rečem, 10 kategorij. Prva taka študija je bila izvedena v Južni Kaliforniji, v San Diegu, ne, kjer so v okviru ene bolnišnice, ne, na zelo velikem vzorcu, ne, skoraj 20 000 imetnikov določenega zavarovanja, ne, v Ameriki je ta sistem drugačen, preverjali 10 teh izkušenj in potem nekako so zdravniško pogledali tudi prisotnost najrazličnejših diagnoz in z vprašalniki prisotnost najrazličnejših vedenj. Tako da, ja, nekako zbrali so znotraj literature 10 takih izkušenj, od tega se 5 nanaša na izkušnje zlorabe in zanemarjanja, tako v čustvenem kot fizičnem smislu, in pa spolna zloraba. Za edino spolna zloraba presega okvir izvornega gospodinjstva oziroma izvorne družine. 5 od teh 10 izkušenj se pa nanaša na težavne okoliščine znotraj izvorne družine. To so recimo že prisotna zasvojenska vedenja pri odraslih članih gospodinjstva, kjer so mišljene substance, potem recimo telesno nasilje med odraslimi člani gospodinjstva, zaporna kazen in podobno. Skratka, gre za res take, bom rekla, hujše oblike, ne, potencialno travmatičnih izkušenj, in kar kažejo dosedanje raziskave, ne, te raziskave so bile pravzaprav narejene kar v večini sveta, ne, tudi pod okriljem recimo Svetovne zdravstvene organizacije, veljajo tudi kot en tak standard. To, kar se pokaže, ne, pri 4 ali več teh izkušnjah od 10, zelo eksponentno naraste tveganje za najrazličnejše slabe izide, ne, tako na področju fizičnega kot na področju tudi duševnega zdravja in blagostanja. Zdaj po tej študiji, ne, ki smo jo delali 2019, je v Sloveniji 76 bilo takih, ki so imeli 1 ali več teh izkušenj, dobra četrtina pa kar 4 ali več teh izkušenj, ne, se pravi več kot vsak četrti, vsaj v našem vzorcu, ne, ki je bil pa tudi otežen po spolu, starosti, izobrazbi, statističnih regijah. Zdaj v povprečju 2,4 take izkušnje. Ja, zdaj pa, ne, tukaj imam samo ta podatek, ne, oziroma samo ta sklop iz te raziskave, kjer primerjamo to, kar je tudi standard v teh raziskavah oziroma v teh analizah, udeležence za 4 ali več temi izkušnjami, koliko imajo večje tveganje, ne, to je en statistični postopek, da zračunamo tveganje za različne, v tem primeru samoocenjene zasvojenosti, med katerimi so tudi nekemične zasvojenosti. Zdaj nekako probamo tudi pri raziskavah izločiti vpliv spola, starosti, socialno-ekonomskega statusa, ne, kar smo tudi v tem primeru naredili. Dobro, zdaj tukaj vidite tudi recimo alkohol, ne, ki nekje zelo izstopa. Recimo avtorji te izhodišne raziskave, ne, to, kar sem omenila, da je bila narejena v Ameriki sredi 90. let, oni celo 2/3 zasvojenosti z drogami in z alkoholom pripisujejo izključno obremenilnim izkušnjam iz otroštva. Toliko visok delež, recimo, ne, so si kar upali, ne, na podlagi te svoje študije pripisati temu. No, zdaj tukaj pa vidimo še različne druge oblike nekemične zasvojenosti,
recimo spolnost, pornografija, spletne igre, videoigre, ne, tudi delo, dobro, socialna omrežja 2019, ne, to je malo drugače, kot če bi danes vprašali, tudi igre na srečo. Zdaj tukaj vidimo, ne, te srednje vrednosti obetov tveganja, ne, to, kar pa vidimo te širše daljice, ne, to so pa intervali tveganja. Tako da dejansko vse povezuje, ne, dejansko vse poveča tveganje tudi za te nekemične oblike zasvojenosti, seveda to so pa samo ocene. Ne, zdaj ta podatek prikazuje določen trend, ja, nismo pa šli v tej študiji, ne, podrobnejše analizirati prav tega vidika, smo pa analizirali številne druge vidike. Potem lani, ne, lansko leto smo pa izvedli projekt Duševno zdravje mladih v Sloveniji v kontekstu globalnih kriz, kjer smo tudi izvedli anketno raziskavo na končnem vzorcu 1059, 16 do 24 letnikov, z mano je danes tudi tukaj kolegica Irena Bolko, ne, ki je bila tudi raziskovalka pri tej raziskavi in glavna metodologinja. Ja, in v tej raziskavi smo ugotovili, ne, 52% ima eno ali več teh obremenilnih izkušenj iz otroštva, 11% pa 4 ali več. Ne, čeprav tukaj niti vsi še niso bili stari 18 let, ne, vsi udeleženci naše raziskave, kar pomeni, ne, da več kot vsak 10. recimo mladostnik oziroma mlada oseba je pod zelo izrazitim tveganjem. Zdaj povprečje je bilo nekoliko nižje na tem vseslovenskem recimo vzorcu 1,23 teh bremenilnih izkušenj. Zdaj tukaj smo se še bolj izdatno posvetili pozitivnim izkušnjam v otroštvu. Ne, to se je v zadnjih res parih letih uveljavil tudi kot en dodaten vidik ob merjanju obremenjujočih izkušenj v otroštvu. Ne, in zdaj prav pri tej raziskavi smo uporabili lestvico, merski inštrument, ki je postal tudi standard za to meritev v zadnjih parih letih. In sicer to je merski inštrument, ki se mu prav reče, te pozitivne izkušnje v otroštvu od Betelove iz 2019, in sicer meri 7 takih izkušenj, ki pa se ne nanašajo izključno na izvorno družino, ne, 3 trditve so vezane na izvorno družino oziroma izvorno gospodinjstvo, ostale 4 pa na šolsko okolje, na udejstvovanje v dejavnostih skupnosti, recimo različne oblike prostočasnih dejavnosti in pa tudi počutje med vrstniki ter prisotnost vsaj ene odrasle osebe, ki je bila varna in nekako spodbudna za osebo. Tako da nekako potem se gleda, glede na to, koliko teh izkušenj je kako pogosto prisotnih, ne, smo, ne, v skladu s tem dobili 3 razrede, ne, oziroma smo na ta način pogledali, ne, tako kot je standard, nizka, srednja in visoka podprtost. Zdaj nizko podprtih je 27%, ne, kar je tudi kar visok odstotek, ker je to tudi en zelo pomemben vidik. Ne. Ta izkušnja česa primanjkuje, česa je primanjkovalo. Predvsem v tem zgodnjem obdobju, ampak to velja tudi tekom našega življenja, ne, pravzaprav od zibke pa do smrti, ne, če tako rečem. Povprečje je bilo 3,58, ne, na lestvici od 1 do 7, kar ni najslabše. Ne. Ja, smo pa v raziskovalnem poročilu, tudi v krajši strokovni publikaciji, to je vse dostopno, pogledali, kako se to povezuje z različnimi vrstami izidov, duševnim blagostanjem, potem stiskami, tudi kliničnimi izidi, ne, se prav z uradnimi diagnozami, ne, in ja, tako z vidika recimo, ne, tisti, ki smo raziskovalci, koliko so tukaj in obeti tveganja, ne, oziroma koliko so odstotki pojasnjene variance, je prav neverjeten, no, da tako rečem, še vedno nekje presenetljiv, koliko se že samo te bremenilne izkušnje in, ne, te pozitivne izkušnje, ki so zajete, se vemo, vedno so ti merski inštrumenti zelo omejeni, ne, zajamejo en delček, že to, koliko to močno nekako pojasnjuje zelo različne vrste izidov. Ne. Mogoče še en zanimiv tak podatek, ki je bilo tudi prej govora, ne, o tem, a je zdaj inflacija, epidemija duševnih težav, ne, iz
kaj so tukaj v ozadju dejavniki, mogoče te inflacije ali pa epidemije, kaj so vse razlogi, ne. Pa bi en detajl povedala, no, iz te naše študije, ne. 40% mladih se je samih prepoznalo znotraj različnih teh kliničnih, recimo, oznak oziroma kliničnih diagnoz. Od tega je tudi 55% dejansko prejelo uradno diagnozo, ne, ali da so imeli trenutno ali pa kadarkoli, ne, da so imeli neko uradno diagnozo, ne, 40% se jih je pa kadarkoli recimo tekom življenja prepoznalo v eni izmed teh oblik težav. Mi nismo dajali seveda diagnostične kategorije, ampak taka splošna poimenovanja, recimo to, kar je tudi že del nekega tega terapitoka, ne, oziroma te terapevtske kulture, se pravi anksioznost, depresivnost in tako naprej. Ampak da se vrnem, no, oziroma da se fokusiram bolj na to, kar se nanaša na to, kar je v središču današnje konference. Uporabili smo, no, ta merski inštrument, ki ga je tudi prej Mineja omenila, IDS, ne, ta kratka oblika, 9 trditev, ki je pri nas leta 2023 standardiziral Gusar, ne, ki je bil tudi omenjen, ne, in je bil tudi na teh prejšnjih konferencah. In sicer je to prevzeti inštrument, ne, ki sledi diagnostični kategoriji zasvojenosti z igram, ne, recimo z video igram, je pa nekako prenešen na področje recimo neke take potencialne zasvojenosti oziroma take problematične rabe spleta, ne. Mi smo tudi vprašali po vseh oblikah rabe spleta, na vseh teh možnih od tablic do telefonov, računalnika in tako naprej, ne. Vse, kar se nanaša na rabo spleta izven šolskega oziroma tega delokroga, ne, v tem smislu. Tako da tukaj vidite, ja, lahko te posamezne trditve, ki so del te lestvice, in tudi koliko odstotkov je v tej naši raziskavi rekli, da nekako pogosto, zdaj se pa glih, kaj toliko teh podatkov ne vidi. V glavnem, no, saj lahko mogoče jaz to tudi povzamem, ne, v povprečju je bil dosežek na tej celotni lestvici 2,29, ne, 2,3, to je lestvica od 1 oziroma od 0 do 9, ne, ker je 9 teh trditev. Tako da, kar se tiče, ne, te splošne lestvice, ni bilo pri nas zanimivo razlik med spoloma, niti ni bilo razlik po starostnih skupinah. Tam nekje od 10 do 25% mladih je pa pogosto oziroma zelo pogosto poročalo, recimo, da težko nekako grejo za spleta, ne, da vidijo tudi neke škodljive učinke, ampak to so seveda spet neke take subjektivne ocene, ne, da so zaradi tega ogroženi njihovi odnosi, da čutijo potrebo, da bi več in več časa bili na spletu, ne, skratka, nekako to so neke samoocene. Zdaj bi mi bilo pa zelo lepo sicer, da bi se tole pokazalo, no, ampak dokler ni vidno, ne, upam, da se to, super. Ja, no, mi smo potem še izračunali, recimo, to, kar velja kot tak maksimalno rigorozen standard, mednaroden standard, seveda pri uporabi te lestvice, da je bilo na vsaj 5 od 9 teh odgovorov, trditev, odgovor zelo pogosto, ne. Tako, kot sem pokazala Likertova lestvica s kategorijami od 5-stopenjska Likertova lestvica, no, tako da tukaj imamo res tiste, ki so na kar 5 ali več teh trditev rekli, da zelo pogosto zaznavajo, ne, to potencialno, recimo, problematično oziroma celo zasvojensko rabo. No, in v našem vzorcu je takih približno 2%, ne. Zdaj, mogoče meni je tukaj še največja referenca, ena metaanaliza PANA, ne, ki so naredili pregled kar 133 študij in so zajeli recimo kar tudi vse te spletne dejavnosti, ne. Se pravi, niso se fokusirali izključno na socialna omrežja, prišli so do tega globalnega odstotka 7% recimo populacije. To seveda niso klinične ocene, ne, tukaj zdaj ne govorimo o diagnostiki, ampak to so pač ocene, ne, ko nekako
sklepamo iz teh inštrumentov, da gre za eno tako potencialno res problematično ali pa celo zasvojensko rabo. No in zdaj tukaj je bila spet narejena ta iste vrste primerjava, tako kot smo prej videli, da primerjamo tiste, ki imajo 4 ali več teh izkušenj, v tem primeru tudi te, ki imajo 1 do 3 teh izkušenj, glede na tiste, ki nimajo nič od teh 10 izkušenj, kar ne pomeni, da ti ljudje niso na nekem spektru, recimo, traumatiziranosti, ne? Ampak gre res za tak nek vrh, recimo, teh bremenilnih izkušenj. No in tukaj je pa ta zelo zanimiv podatek, da tisti, ki imajo 4 ali več teh izkušenj, se prav v tem primeru govorimo o 11% našega vzorca, je kar 8,5-krat večje tveganje za to, da je, bom rekla, kar zasvojenska raba spleta. Pri tistih, ki pa imajo 1 do 3 te izkušnje, pa je samo 1,7-krat večja ta verjetnost. Tako da nekako vidimo, da ta obet tveganja in dejansko karkoli gledamo, karkoli smo gledali v tej raziskavi, v prejšnji raziskavi, to potrjuje. Tako da to mogoče delno tudi odgovarja na to, kar so bila že prej vprašanja, o čemer smo se že prej pogovarjali oziroma je bilo predstavljeno. Dejavniki tveganja in varovalni dejavniki. Zdaj, kot rečen, mi še delamo tudi kompleksnejše analize na tej naši podatkovni bazi. Nekako šele zdaj v septembru smo dali ven poročilo, osnovno poročilo, osnovne analize, tako da sicer verjetno ne bomo sproducirali toliko člankov, kot je jih prejšnji govornik producira, daleč od tega, ampak definitivno bo pa tukaj še nekaj več teh poglobljenih analiz. Nismo tu še pogledali, zdaj v tem primeru, tudi te podprtosti, se na podoben način gleda, zdaj, če je ta nizka podprtost, tudi zelo izrazito naraste tveganje za tvegano rabo, tako da nekako predvidevam, da bi bil zelo podoben, nekoliko manjši ta obet tveganja, kot je v tem primeru. Tako da vemo mogoče, kdo je tista skupina. Vse v osnovi imamo en indic, kdo je tista skupina, ki rabi eno povečano pozornost in tukaj ne gre toliko za omejevanje, recimo zdaj rabe spleta in tako naprej, ampak treba posegati nekje drugje, treba nekako naslavljati to problematiko nekje drugje. Ja, zdaj, kaj je to glih sveža študija, mogoče še nekaj teh dejavnikov, zdaj, kot rečeno, nismo zdaj mi povezovali, to, kar je bilo tudi nekako nakazan, da so zelo zanimive te študije, to še mogoče imamo nekje nek tak potencial, da bi povezovali, zdaj tudi to digitalno rabo, pa imamo še več nekako teh kazalnikov, tudi digitalne rabe pravzaprav z različnimi indikatorji duševnega zdravja. Ampak zdaj sem tukaj dala samo kot kontekstualne dejavnike, se pravi, tu nimamo nobenih povezav, poboldala sem pa ta vidik spanja. Se pravi, ti mladi, stari od 16 do 24 let, 45% jih spi manj od priporočenega. Mislim, to pa drugega ne morem reči kot katastrofa. In tudi sama ocena je enaka, je pravzaprav identična smernicam, se pravi, vzeli smo res to, kar so najbolj relevantne smernice, zdaj tukaj ne dajem vsega tega, kar bi obtežil, se mi zdi, če bi vse navajala. 33% pa poroča o kar takih resnih težavah z spanjem. In jaz bi si tukaj, sicer nismo naredili še teh povezav, ampak bi si upala kar nekako povezati, recimo rabo spleta, že zaradi te pozne rabe in potem tudi motenega spanja, cirkadiani ritmi itd. Tle imamo že zelo velikega vedenja in razumevanja, je pa to še seveda vse, kar nekako se razvija. Ja, 10% se počuti v zadnjem letu vedno osamljene, tudi lestvica od 1 do 5, potem smo z takim zelo obsežnim merskim inštrumentom gledali simptome stresa, depresivnosti, anksioznosti, tudi vidimo kar visoke odstotke, hude simptomatike, 16% ima vsaj eno od teh 3 simptomatik, skoraj 10% pa kar 3, in to se tudi nekje prekriva za tistimi, ki so bolj obremenjeni in manj podprti v izvornem okolju. Potem pa še neke druge te tvegane prakse, ampak zdaj tukaj nekako ne bom toliko podrobno zašla v to. Tako da nekako sklep te študije definitivno je, da bremenilne izkušnje povezujejo tveganje, ranljivo za vse oblike zasvojenosti,
slabijo to regulacijo, varovalni dejavniki, ne, pozitivne izkušnje v otroštvu, pa tudi kasneje, ne, si upam trditi, zmanjšujejo tveganja. Ne, in ta razlika med tem, koliko smo ranljivi, koliko smo odporni, ne, koliko smo regulirani pravzaprav, koliko hitro se disreguliramo, koliko hitro nekako se povrnemo, to se nekje tako v osnovi oblikuje že zelo zgodaj. Kot rečen, ta temeljni afekt se oblikuje zelo zgodaj, seveda pa je potem nekako se da z njim delati, ne? Odvisen je seveda od čist takih bioloških dejavnikov, koliko smo spali, koliko smo utrujeni, a smo bolni, ne? Od neke tudi kumulative izkušenj, od neke trenutne situacije in tako naprej. Ne? To ni neko zatečeno stanje, ampak je tudi plastično, ne? V tem smislu. Zdaj tukaj ne moram, ne? Glede na to, da je to moje predavanje tudi nek most med recimo teorijo, raziskavam, prakso, da ne bi citirala Gaborja Mateja, ki je kar zdaj ena taka ikona, ne, en močen glas na področju travme. Zdaj, ni seveda vsem všečen, vsem blizu, ne, ampak nekako se mi zdi, ne, imamo tudi v slovenščini prevod te njegove knjige V svetu lačnih duhov, da pa ima, ne, en tak zelo pomemben poudarek. Zasvojenost ni izbira, ki bi jo nekdo kar tako sprejel, ne, in tudi ni moralni neuspeh, ni etični spodrsljaj, ni značajska šibkost, ni pomanjkanje volje. Ni nič od tega, ne, ni to neko bolezensko ali pa genetsko stanje. Zdaj govori seveda v širšem smislu, ne, še širšem smislu kot zgolj digitalne ali pa nekemične zasvojenosti, čeprav tudi sam ne, zelo veliko govori o sebi, razkriva o sebi in se identificira z nekemično zasvojenostjo takega kompulzivnega nakupovanja recimo glasbe. Ne vem, kako je trenutno, no, ampak o tem je govoril v preteklosti. Ne. Se pravi, ni bolezen, ne, se pravi, ne moramo operirati samo s tem strogim medicinskim modelom, ampak je odziv na človeško trpljenje. To se mi zdi en tak zelo pomemben stavek, ne, da je pravzaprav to odziv na naše človeško trpljenje in nek naš poskus, da bi pred tem trpljenjem vse začasno nekako pobegnili. Ne, niso tudi vse zasvojenosti, to je tudi zelo pomemben zakoreninjenje v zlorabi oziroma v travni, ampak ja, on prav vse je mogoče povezati z neko bolečo izkušnjo oziroma izkušnjami, recimo z neko rano, rana morda, tle je napaka, se opravičujem, rana morda ni tako globoka, bolečina ne tako neznosna, lahko je povsem skrita, vendar obstaja. Ker včasih nekako sploh nimamo zaidentificiranih točen, ne, kaj so zdaj vse te nekako izkušnje ali naše rane ali naše bolečine. No in definitivno, ja, da je vpliv na psihologijo in nevrobiologijo zasvojenosti v možganih. Tako, kot sem rekla, ne, nekako bomo pogledali te različne regulacijske sisteme, to so zdaj hipoteze, ne, zdaj znotraj znanosti tudi tukaj ne bomo našli nekega 100% soglasja, ne, zdaj tega praktično pravzaprav niti, ne vem, to je mogoče tudi neka utopija, da to obstaja. Vse, kolikor je zdaj že po teh več kot 20 letih spremljam različne teme, no. Ja, so pa to ene take zelo pomembne hipoteze, jaz sem tukaj naredila en tak nabor, ne, nabor teh mehanizmov, ki se najpogosteje povezujejo v veliki meri z nekemičnimi zasvojenostmi. No in bom šla skozi te. No in to je vse nekako prepleten, ne? Tako kot sem rekla, to je nek tak ekosistem, ne? To ni zdaj, da pa deluje zdaj travma na enega izmed teh vidikov, ne? In tudi so povezani še z drugimi vidiki, ne? In to je pravzaprav ena zelo velika poenostavitev, ne? Neka taka pravzaprav poljudna verzija. Zdaj, večkrat sem že uporabila izraz regulacija oziroma ta pojem regulacija. Ne, tukaj je napisana, ne, neka opredelitev, recimo sposobnost oziroma neka naša kapaciteta, do kolikšne mere mi lahko uravnavamo notranja stanja, telesna, čustvena, kognitivna, socialna, tako da smo nekako še vedno v enem območju, ne, to je zdaj taka precej poljudna razlaga, da lahko nekako zbrano, jasno mislimo, čutimo, zaznavamo, se povezujemo z drugimi, prožno odzivamo na situacije. Ja, ne, to je zdaj ena taka zelo splošna reč, ne, kaj pa to v praksi pomeni, ne, malo bolj kompleksno. Zdaj tukaj bom probala biti, ne, tako recimo relativno poljudna, se mi zdi povsem pomemben te stvari omeniti, recimo s tem privzetim možganskim omrežjem zelo velik dela Ruth Lenius,
psihiatrinja, tudi klinik, z ene od ameriških prestižnih univerz, Harvard, ki je tudi pionirka na področju proučevanja travme. Tako da po en stran, kako v kontekstu travme nekako se oblikuje to naše omrežje oziroma kako deluje in po drugi strani, kako je to povezano z zasvojenostjo. Zdaj, to je nek tak naš center, recimo za premlevanje. Takrat, ko mi nismo tisti del možganov oziroma deli možganov, gre za različna območja možganov, ki so aktivni, ko nismo usmerjeni navzven oziroma ko nismo usmerjeni na neko zunanjo nalogo, se pravi, ko razmišljamo o sebi, recimo v prihodnosti, preteklosti, na nek način blodimo v mislih, reflektiramo, na nek način analiziramo sebe, fantaziramo, pravzaprav zelo povezano z našo introspekcijo oziroma z notranjim doživljanjem, z občutkom sebe, uravnavanjem notranjih stanj, tudi z neko zgodbo v nas, in zelo pomembno tudi v kontekstu integracije, priklica spominov. Skratka, ja, tako nekako katavamo recimo v svojih mislih in to je tudi nekaj zelo pomembnega. No in zdaj pri travmi lahko govorimo o eni taki disfunkciji v tem default mode network, in sicer v dveh smislih. Lahko je ta sistem recimo pretirano aktiviran. Zdaj v tem primeru se mi nenehno vračamo na pretekle dogodke, imamo lahko zelo veliko notranjega nemira, tesnobe, samoobtoževanja, zelo kritičen notranji glas, tak kaznujoč notranji glas, občutek krivde, proti toksične krivde, ruminacija, to mentalno prežvekovanje. No in tukaj si možgani potem kva si želijo, enega odklopa, enega izklopa recimo, in seveda je več tveganja za rabo, tudi substanc in tudi veden, recimo, ki nekako umrtvičijo potem tole nenehno prežvekovanje, notranje. Po drugi strani je pa lahko ta del, recimo, tako da ni dovolj integriran oziroma da je fragmentiran, povezuje se tudi z drugimi deli, zdaj tukaj ne bom res zahajala v te podrobnosti. No in v tem primeru imamo pa težave pri občutenju sebe oziroma pri občutenju tudi svojega notranjega sveta, tako da smo nekako odklopljeni, to je ta disconnection oziroma ne čutimo se, nismo povezani tudi s telesom, s telesnimi senzacijami, z občutki, tudi s čustvi, in na nek način je to občutek ene take praznine, praznosti, in tukaj pač to omrežje ni dovolj aktivno, ni dovolj povezano in zato na nek način sploh ne čutimo tega sebstva, da temu tako rečem, in od tukaj izhaja iskanje zunanjih regulatorjev, ki je lahko neko pretirano delo, zasvojenosti v odnosih, različne oblike kompulzij. Tako da travma na nek način, bom rekla, spremeni ta notranji prostor, v katerem se vsakdo izmed nas srečuje sam s sabo. In lahko zaradi teh sprememb, recimo, teh tako zvanih disfunkcij, naše notranje doživljanje postane neznosno. In zasvojenosti ga na nek način utišajo. To je kot neke vrste pobeg iz sebe, se pravi umirijo ta notranji hrup, umirijo ruminacijo, recimo zmanjšajo sram, kritičnost, preglasijo ta naš notranji monolog, ali te neke notranje govore, ki jih imajo, in recimo lahko človek reče, končno za hip ne slišim vseh svojih misli, vseh teh svojih skrbi, vseh teh svojih strahov, tako. No in ja, zdaj pa kaj se potem tukaj zgodi, ja, ko pač že imamo te določene oblike vedenj, potem ja, vemo, da nam prinese neka taka oblika, recimo, tudi če nimamo zdaj zavestnega zavedanja, ampak zaznamo, da recimo vse za kratek čas prostimo neko notranjo napetost, ko začnem nekaj scrollati, tudi če zdaj nimam zavedanja, da to je zdaj uporabljam, pa da je to zasvojitveno ali karkoli, ali da sem, Skratka, vidim, nek moment olajšanja, nek tak, kakor moment regulacije, in ja, potem pa spet ta napetost naraste, in ja, nekako imam spet potrebo po tej obliki. Tako da tukaj so potem različne, če zdaj govorimo v kontekstu zasvojenosti, dobro, to se zdaj nanaša predvsem na te nekemične zasvojenosti, tudi delno do neke mere na kemične zasvojenosti, čeprav tam je mogoče še mičken bolj kompleksno, pa tudi tukaj
bi seveda, če bi šli v podrobnosti, gledali te različne oblike, tudi to gledali nekako kontekstualno. Zdaj, to omrežje se povezuje z različnimi drugimi, no in zdaj tako v osnovi, ne, recimo ta prvi del, povezljivost, se pravi, da sistemi ne preklapljajo dobro, ne, in iz tega izvirajo težave, ne. Potem, ja, tako, kot smo že rekli pri travmi, ne, lahko zdaj to omrežje postane zelo rigidno, se pravi, vrtimo se okrog teh svojih istih misli, občutij, tudi kompulzij, ne, se pravi, se nekako zataknemo znotraj tega, ali pa ne, po drugi strani, ja, nekako to obsesivno, tudi predvidevanje recimo nagrade, olajšanja, se pravi, ima tudi v tem smislu to privzeto možgansko omrežje, ne, eno tako veliko vlogo, ne. Ja, tudi v smislu ruminacije, če mi vemo, recimo, da uporabljamo, ne, recimo to so ti cravingi po hrani, pa nam to ni všeč, ne, recimo to je tak mogoče najbolj pogost primer, ne. V tem smislu so lahko neke take obsesivne misli, zelo samokritične misli, ne, ta hiperaktivnost, ne, v kontekstu te zasvojenosti. In potem, ja, te tako zvane notranje zanke, ne, se pravi, mi nekje, ja, umirjamo ta svoj temeljni afekt oziroma ta nek naš aktualen afekt, ki je pa seveda zelo v veliki meri določen, ne, z temi zgodnjimi izkušnjami, tudi če veliko delamo na sebi, ne, še vedno ne moramo čist najverjetneje v vseh situacijah nekako temu iti. No in takrat, če je to naše omrežje, tako bom rekla, nizko koherentno, hiperaktivno in oziroma rigidno, lahko tudi preskakuje med tema dvema, ustvarja te notranje zanke, ki pa nekako so tukaj vidne, ne, notranja napetost, potem, ja, vsi ti negativni občutki, misli itd., sledi to zasvojitveno recimo vedenje, olajšanje in potem spet občutek praznine in pa še neke kritike lahko na to vezane, ne. Se pravi, to je neko to jedro te zasvojitvene dinamike, če bi gledali na ravni našega notranjega sveta. Potem bom zdaj prešaltala na avtonomni živčni sistem. Te stvari so povezane, ne. Zdaj travmatske izkušnje ponavadi tako kar zelo preoblikujejo naše preživetvene odzive in na nek način, bom zdaj poljudno rekla, lahko ostanemo zataknjeni v boju, begu, zamrznitvi ali pa v tem tako zvanem fawn po angleški, to neko pretirano ugajanje, prilagajanje, podrejanje. In ja, ti odzivi na nek način so ali kronično aktivirani, ne, oziroma nekje smo zasidrani, zdaj, če gre za zamrznjenost, nekako smo pa nekako na nek način odklopljeni, ne. No in ja, drugače so to neke trenutne reakcije, če smo mi soočeni z neko šok situacijo, recimo, ali pa z neko tako težko situacijo, ampak v tem primeru gre pa že za vzorce, gre pa že za neke take bolj kronificirane, utrjene vzorce. To, kar sem rekla, da smo nekako zataknjeni v teh odzivih. No in zdaj nekako to se zelo povezuje, ne, tukaj pa zdaj grem bolj na to digitalno sfero oziroma na splet, ne, tle sem se nekako zdaj bolj na to omejila. Ja, kje smo zataknjeni, ne, zelo hitro najdemo potem znotraj spleta neke ustrezne, bom rekla temu ustrezne oblike, ki to nekako hranijo, ne, oziroma ki to na nek način sproščajo ali pa nam nekako pomagajo mogoče k enemu večjemu občutku ali pa vsaj malo nekega občutka živosti. Zdaj v načinu fight je telo v neki napetosti, nenehno, fokusirano, pripravljeno na akcijo, to zdaj ne pomeni, da se bomo dobesedno z vsakim stepli. In ne, če ta vzorec nekako nastane zaradi travme, se lahko nekje usmeri, recimo v ta gaming, kjer je to močen tekmovalni element, ne, kjer igramo ta player versus player, ne, v realnem času, ne, kjer nekako z nekom tekmujemo. Potem vsi ti neki kompetitivni sistemi, ne, kjer se rangiramo, ne, in tako naprej, skratka vse, kjer dokazujemo neko svojo vrednost oziroma imamo neko tako bojno vlogo. No in ta gaming recimo upraviči to našo fight energijo, ne, in ima še številne druge vidike, ne. Potem beg se predvsem povezuje z takim neskončnim scrollanjem, ne, to, kar rečemo, takole nekako
se spet na nek način naredimo en digitalni pobeg, mini pobeg pred notranjimi občutki, ne, ta flight na nek način sploh nima konca, mi lahko ves čas scrollamo, ne, mislim, neskončno se lahko scrollamo. In to je seveda zelo povezano, seveda vse med sabo, ne, to blokira tudi introspekcijo, potem blokira na nek način ta default mode network, kar daje občutek olajšanja, ne. Se pravi, beg navzven, stran od sebe, preoblečen v to sodobno digitalno vedenje. Potem zamrznitev, v tem primeru je predvsem ta binge watching, ne, se pravi to, da gledamo in gledamo cele sezone serij, ne, YouTube in tako naprej, se pravi ostajamo zamrznjeni, imamo pozunanjen fokus, ni treba čutiti, imamo nek tak monoton dopaminski tok, to nas do neke mere pomirja, ne, aktivira, se pravi to je neka taka varna otopelost. Regulirana disociacija, ne, se pravi nek zunanji narativ obvladuje to naše stanje, ne. In potem ugoditev fon, ne, mislim, to je pa splet čudovit, če ne, imamo to strategijo oziroma jo izvajamo, dokler nekako izvajamo to. Ja, skratka, cel kup je teh, ne, kompulzivno odgovarjanje, že na sporočila, recimo nenehno pregovarjanje, je nekdo reagiral, nam je nekdo odgovoril, imamo neko notifikacijo, ne, ves čas gledamo te notifikacije. Skratka, ja, ob tem dobimo, ne, tudi te dopaminske sunke, da rečem, ne, če je notifikacija, nismo sami, potem recimo, zdaj, če nekdo nam nekaj napiše ali se odzove, pol sem ok, ne, zato kaj drug nekako z mano ali kaj drug ok z mano, recimo, ne, reguliramo tudi ta nek strah pred izgubo odnosa, pred zapustitvijo, zavrnitvijo itd., ne. Kratkotrajni mogoče občutki vrednosti, ne, ki nam lajkajo, čeprav to je še bolj povezano z socialnimi možgani, ne. Se pravi, to je bolj ta nek občutek ogroženosti, ne, in s tem, ki na nek način tako probamo ugajati, ne, kompulzivno recimo komunicirati, probamo zmanjševati to stanje ogroženosti. Potem pridem na to nevronsko omrežje sramu, shame circuitry oziroma neural circuitry of shame, kje so različni deli možganov nekako v to vpeti. Ja, tle sta toksični sram in krivda osrednja organizatorja sebstva, se pravi, to nista neka situacijsko vezana občutka sramu in krivde, ne, na neke okoliščine ali na neke dogodke, ampak kronična, trajna, globalna občutenja, ne, del tega našega recimo temeljnega afekta, se pravi, da imamo neorganizirano naše sebstvo okrog tega temeljnega občutka, z mano je nekaj narobe, nisem vreden, recimo moji občutki so nevarni in tako naprej, ne, in to je vezano potem na našo identiteto, s čim smo identificirani, lahko se tega vsega seveda totalno nič ne zavedamo, ne, hkrati pa to zelo v veliki meri vodi naše ravnanje, naše delovanje. Se pravi, to nekako je neka naša notranja matrica, ne? V tem smislu sram ni čustvo, ampak je notranja matrica, skozi katero doživljamo sebe. Ne? In pravzaprav to je eno najsilovitejših motorjev kompulzivnih vedenj. Mislim, tukaj, kot vidite, imamo različne tudi teoretske okvire, tudi različne pojme, ne? Zdaj temeljni afekt, to izvira iz ene druge tradicije, nevropsko omrežje strahu, spet iz ene druge, ampak nekje stvari se zelo povezujejo, ne, toksični sram, krivda, skratka, tle zdaj malo nekako jaz ženim skupaj kakšne te pojme in okvirje, ampak nekje zelo se stvari povezujejo in prepletajo. No in to me zdaj pripelje do teh socialnih možganov, ne, se prav po naravi nekje smo socialna bitja, ne, tle je tudi seveda spet cel kup ne, teh možganskih regij, ki so direktno vpeta v ne, to preverjanje, kje smo zdaj znotraj socialnih odnosov, ne, socialnega konteksta, rabimo povezavo, ne, v osnovi rabimo ogledalo od drugih, rabimo potrditev, ne, rabimo tudi regulacijo, ampak seveda te stvari so lahko ali nekako hiper ali pa hipo, ne, v obe dve te smeri. Skratka, ne, ta del recimo je namenjen temu, ne, da mi nekako razumemo druge, predvidevamo njihove odzive in se reguliramo v odnosih. Ne, to je ta nekak sistem, tudi cela zgodovina recimo avtorjev itd.
Zdaj, travma pa preoblikuje ta del možganov, ne? Ali v smeri večjega alarmiranja, ali pa v smeri tega, kar smo že rekli, ta fon. Ne? Mislim, tudi je popularen ta izraz people pleasing, ne? Se pravi, da nekako tako mogoče prekomerno tudi prek nekih lastnih mej, ali da ignoriramo tudi lastne občutke, potrebe in tako naprej, nekako probamo drugega regulirati, ne? In potem od tega si obetamo neke koristi. Tako da v tem primeru smo lahko zelo pretirano občutljivi, ne, na nekaj, kar so neki indici, recimo zavrnitve, ves čas preverjamo, ali sem v redu, me bodo zapustili, odnosi se lahko zdijo nevarni, ne, ali prevelika bližina, ali popoln odmik, nekako med tema križarimo. To tukaj je seveda lahko, zdaj, če govorimo o travma smislu sram, kot jedro identitete, pomanjkanje sploh te notranje sidranosti recimo v sebe, da mi nekako to pomiritev, varnost ves čas iščemo od zunaj, ne pa od znotraj, potreba po zunanji potrditvi, recimo, da bi prišli vse malo, ok, a sem vreden, a imam pravico do obstoja in tako naprej. Ne. Tako da nekemične zasvojenosti so pogosto socialne, ne, s tem konceptom, ne, recimo s tem teoretskim okvirjem to pojasnimo lahko. Ne, in del tega sem že povedala, da preverjamo notifikacije, ne, potem lahko recimo zelo hitro odgovarjamo, ne, s tem probamo nekako se prikupiti drugim, ne, oziroma ne tvegati neke zavrnitve, imeti občutek ene povezanosti. Recimo tudi v gamingu je dostikrat, to so kakor eni klani, ne, in je en občutek identitete, skupnosti, pripadnosti, ne, predvsem, ko mlad človek tega nima offline, da rečem, bo prej to našel online, ne, oziroma v digitalnem svetu. Kompulzivno pošiljanje sporočil, ne, tudi to je na nek način recimo iskanje regulacije v odnosu, ne, s čimer dobimo neko validacijo oziroma potrditev naše vrednosti. Zdaj pa še ta dopamin, ne, tega se dostikrat ali pa največkrat nekako omenja v kontekstu zasvojenosti, to je spet ena taka zelo poljudna, zelo preprosta verzija, bi pa to izpostavila, ne, da to ni toliko nevrotransmiter užitka, kolikor je to, ne, da stimulira ta naš seeking sistem, ne, tle spet prihajam z enim izrazom, ne, pa nimam zdaj vseh teh avtorjev in tako naprej, ne. Skratka, gre za to, ne, da imamo ta iskanje, motivacija, neko pričakovanje, nekaj novega, ne, v tem smislu, neka novost. In travma pogosto poruši ta naš sistem, v tem smislu ne bi lahko rekli, mogoče ta postane len. Ne. Tako da zasvojenost ni toliko, da mi rabimo zdaj ta dopamin, ampak bolj, ko imamo pomanjkanje dopamina. Ne, in zdaj za temi vedenji, recimo mi probamo polniti praznino, ki jo je ustvarila travma, ne, če spet nekje poenostavim. Tako da človek težje občuti neko živost, neko radovednost, energijo, ne, nek ta poriv naprej, ne, in zato išče dopaminske vire, ne, in to so ta kompulzivna vedenja, ki lahko začasno nam nekako filajo ta osnovni primanjkljaj, ne, ta občutek neke tudi prikrajšanosti. Ne, in je zanimiv, ne, mislim, ravno tukaj se zdaj še mogoče najbolj ločijo te kemične, nekemične zasvojenosti, tukaj ni neke substance, ki bi nam zalila možgane, ne, z dopaminom, ampak vedenje samo sproži ta dopaminski val, ne, in to zaradi tega, ker aktivira ta sistem iskanja, ta seeking sistem, raziskovanja, pričakovanja, nepredvidljivosti, ne, in to nam daje te dopaminske sunke, v tem smislu, sem živ. Ne, to je tudi neka oblika samoregulacije. Tako da nekako, zdaj pa pridemo, ne, mislim, mogoče, če sam povzamem, ne, mislim, to, kar sem nekje že na začetku poudarila, zasvojenost je, nekemična zasvojenost, mogoče ena taka najhitrejša, najlažje dosegljiva pot do regulacije, ne, da najdemo mičken več enega občutka pomirjenosti, malo več tišine v glavi, ali pa obratno, ne, malo več ene živosti, ne, malo več enega stika s sabo, ali pa samo, da vse za mali čas olajšamo ta nek občutek, ki je nevzdržen, ne, recimo te naše senzacije, občutki, afekt, ne, tako.
Tako da zdaj pa, zakaj ne deluje zgolj omejevanje vedenja? Saj nekaj smo že videli na začetku, 4+, če se spomnite, koliko tam naraste tveganje, mislim, to je izjemno, tista številka 8 in več kratna verjetnost oziroma obet tveganja. Tako da zdaj vse te, če se spet malo bolj grem na te digitalne zadeve, digitalni posel, omejitve, blokade, do neke mere sploh če zdaj se pogovarjamo o teh oblikah, ki so gnana z prav to kronično disregulacijo, oziroma z veliko težavo se regulirati. Ampak tukaj delujemo spet na vedenja. Mislim, mi veliko, ko imamo vse te ukrepe, delujemo ali na simptome ali na vedenja, ne gremo pa na vzroke. No in to, kar proba vsa ta zadnja kultura v zadnjih letih, mislim, tle sem vesela, vidim tudi gospod Sanjo Rozma, ki je pri nas tudi zelo velika pionirka na tem področju, tudi nekemičnih zasvojenosti, tudi avtorica knjig, tudi zdaj knjiga najnovejša v angleščini, odlična knjiga, sem imela jo priložnost že, prednje je šla tudi prebrati. Tako da, Sanja Rozman je že zelo zgodaj začela opozarjati, da je treba delovati na vzrokih. Tako, to se mi zdi izjemno pomembno, mislim, res že pred časom. Zdaj nekako bi skoraj da rekla, če smo na tem področju že ptički to čivkajo, ampak mogoče 20, 25, 30 let nazaj pa ptički še tega niso čivkali. Tako da ne gre samo za regulacijo na ravni vedenj. To se mi zdi tukaj res ta ključna zadeva. Toliko se pogovarjamo, kva bomo omejevali, mislim, tisto je bilo malo smešen na nek način, tisto 7 dni brez socialnih omrežij. Sicer jaz nisem mladostnik, imam pa mladostnike okrog sebe, to malo opazujem. Mislim, to se mi zdi premalo za karkoli resnega. Tako, mislim, ampak je to seveda zdaj, tle ne govorim kot znanstvenica, ampak bolj kot mama in človek. Tako da tle imamo še mogoče tudi velik, v smislu tudi kot neka skupnost, ali znanstvena skupnost, ali neka skupnost ljudi, državljanov, staršev, karkoli, uporabnikov, za nekje proučevati in videti. Tako da prava sprememba zahteva to večdimenzionalno regulacijo, tle veliko ravni te regulacije, telesna, čustvena, kognitivna, kot vidimo, skratka živčni sistem, stik z sabo, s svojimi občutki, s čustvi, zdržati, sploh jih prepoznati, zdržati, imeti neko toleranco, potem pa predelati recimo travmatične izkušnje, da se na nek način se do neke mere spremeni naš ta temeljni afekt, kolikor ni situacijsko tudi pogojen. Oziroma tudi v tem smislu pomiriti živčni sistem, mi lahko imamo zelo deregulirano to stresno os in na vsako stvar totalno stresno odreagiramo in se zelo težko pomirimo. Lahko imamo triggerje povsod in so zelo na ravni enega implicitnega spomina. Mogoče sploh ne vemo, da imamo nek travma, odziv. Tako da tukaj je veliko tega in potem to na ravni tudi socialnih odnosov, seveda, doskrat je bilo manjko ravno tega v odnosih. Odnosi niso bili varni, odnosi niso bili spodbudni in tako naprej. Ampak zaradi tega imamo tudi eno veliko nezaupanje do odnosov in nekako tukaj narediti nek premik lahko traja in traja. Neko koherentno zgodbo, izid iz teh spiral, recimo sramu, zgraditi neke druge vrste identiteto, mislim tudi ločiti, recimo preteklost od sedanjosti. Ko včasih nekako še vedno mi reagiramo iz preteklosti, čeprav sploh se ne zavedamo tega, ker to deluje izven zgolj naše zavestne pozornosti. Skratka, razvijati ta čim bolj stabilen notranji prostor, ki ne potrebuje potem več vseh teh strategij. Tako da, zdravljenje ni zato samo neko ustavljanje, omejevanje vedenja, ampak obnavljanje regulacije ali pa sploh prvič vzpostavljanje regulacije, ustvarjanje tega varnega notranjega prostora, ki je pa povezano z zdravljenjem toksičnega sramu, z učenjem tudi regulacijskih strategij, recimo sploh, da lahko tega pride v odnosu, pa ne na način recimo soodvisnosti. Tako da na nek način to se mi zdi ključno, povabilo nazaj v stik s sabo, oziroma mogoče prvič zares v stik s sabo, ne samo nazaj. Tako da to.
In ja, kar se tiče zgodnje intervencije, ne, mogoče tudi preventive, tu je tudi veliko enih vidikov, ki ja, se lahko povezujejo tudi s sistemsko ravnjo, ne, videli smo spanje, ne, ritem dneva in tako naprej, to je nekako lahko zelo porušeno. Mislim, čudovit primer je bil recimo ta mikroodmor, ki smo ga zdaj bili deležni, tudi odmor, ne, ki nas je pel malo bolj v to interocepcijo, se pravi tudi čutenje, stik s sabo, ne, prizemljitev, čustvena pismenost, ne, pa v tem kontekstu tudi interocepcija. Tle cel kup zdaj enih novejših stvari, ne, ker doskrat nekako sam gremo, ok, imamo zdaj simptome anksiozne, depresivne in tle bomo zdaj nekaj zganjali okrog teh simptomov, ampak treba iti malo bolj nazaj, ne. Malo bolj nazaj, tudi ne samo pri dejavnikih tveganja in varovalnih dejavnikih in tako naprej, se pravi ne samo pri dejavnikih, ampak tudi pri tem, na katerih ravneh mi zdaj naslavljamo neko simptomatiko in pa neka določena problematična vedenja. Ne? Tle, da imamo tudi v našem prostoru res izjemno dobre prakse, ne? In to že kar veliko časa. Ne? Ustvarjanje prijetnih alternativ, ne? Recimo to nekako zavestno. Je pa to velika tema, ne? Mislim, zdaj nekako mi zmanjkuje časa za ta del, ne? Tako da tukaj bom nekako se omejila in bi prešla še na ta mogoče tak en sistemski del. Ja, tukaj nam manjka mogoče enega znanja, enega zavedanja o regulaciji, ne? To je eno veliko področje, ki je res v zadnjih letih teoretsko že izredno utemeljeno. Seveda je pa vse znanosti nekako nek trenutni tak state of art, ne. Tle ne bomo nikdar prišli čist do konca, ne, sploh če se spustimo v neke te biološke, neurobiološke, ne vem kakšne mehanizme, ne. Tako da nekako, ja, tle je en tak velik, ogromen bazen, ne, in ja, tudi v slovenskem kontekstu, recimo, ne, tudi 2 leta nazaj je šla knjiga Vrtiljak praznine, ne, v okviru teološke fakultete, ne, tudi nekako razvijajo tudi en tak pristop, ne, ki ukorporira travmo in te zgodne izkušnje, ne, tako da imamo tudi že v našem prostoru recimo neki teh nastavkov, ne, travma, motena disregulacija, ne, temeljni afekti in nekako potem tukaj, ne, od tukaj ven, ne, kar so tudi neki taki trauma-informed pristopi k terapiji, ne, tu imamo tudi vedno več znanja, tudi neurobioloških raziskav, mislim, to je praktično, ne vem, iz tedna v teden, ne, ali pa iz meseca v mesec so kakšne take prebojne raziskave. To imamo radi, ne, da pokažejo tudi na ravni možganov, kako nekaj deluje, ne, da res nekaj deluje, da nimamo samo neko opažanje, recimo v praksi ali pa izkustveno, ne, ampak da imamo neke velike vzorce ali pa da točno v možganih zdaj viden neka sprememba. No. Tako da ja, ne, tega je kar nekaj, pa to podpira. Ne. Vse, kar nas nekako mogoče vrača, ne, tako nazaj ali pa sploh prvič v telo, v stik z občutki, jih zdržati, ne, ker včasih je to res nekako neznosno in sam iščemo neke izhode, ne, ali so pa ti občutki res tok grozljivi, ne, da enostavno je res težko biti sam sabo, ne, tako, ne, in tukaj je neka taka osnova, ne, tako da ena taka osnovna znanja, neka osnovna znanja o regulaciji, ne, mislim, da ja, bi bila potrebna, ne, to se tudi vrsto let v Sloveniji pogovarjamo, zdaj bomo to imeli na kak način v šolah, ne, a bo to zdaj del nekih dodatnih vsebin ali predmetov ali ne, kaj točno, kako bomo zdaj to naslavljali, ne. To so še vedno nekje, vse so mogoče neki mikropremiki, ne, ampak so to definitivno ene take teme, ne. Ja, da gremo bolj mogoče k enim koreninom ali izvorom, ne. In spanje, ne, tukaj, ne, to, mislim, da tukaj pa je kar en velik konsens, da bi mogli mladostniki tudi malo kasneje začenjati šolo, ne, ampak je pa to tudi ena taka velika tema, ne, sama po sebi. Tako da ja, na tej točki hvala za pozornost, se bom ustavila.